Kadar je želja dovolj močna, lahko dosežemo marsikaj. So naši prvi nocojšnji gostiteljici kot mali deklici pripovedovale izkušenejše gospe. Čudovit dom in romantičen vrt blogerke in oblikovalke nakita njihovo misel zagotovo potrdi. Gospa Tina je velika ljubiteljica dobrega dizajna, črno-belih kombinacij in lepo urejenega interjerja. Družinska hiša, pred katero se nahajamo, je bila zgrajena v 80-ih letih, danes pa v njej živijo 3 generacije. Lastnica, ki goji posebno afiniteto do lepih interjerjev in predmetov, se je prenove doma in urejanja doma lotila kar sama. V naslednjih trenutkih vam razkrijemo, kako se je lotila tega zahtevnega projekta in kako uspešna je bila pri tem. Tina, lepo pozdravljeni. Pozdravljeni. Moram priznati, da ko sem stopila v vaš dom, me je zares prevzelo, ker imate zares veliko število nekih lepih predmetov, slik, lovilcev pogledov. Hvala, ja. Res je, všeč mi je dober dizajn in čez leta se je kar nabralo teh predmetov. Tipična hiša iz 80-ih let je s prenovo dobila nova okna, streho, fasado in ogrevanje s toplotno črpalko. Prenove ste se lotili sami. Kako je potekalo to? Najprej smo se odločili par sten podreti, zamenjali smo okna, streho smo zamenjali, vedeli smo točno, kaj si želimo od hiše, da bi bila bolj zračna, svetla, da bi nam v bistvu bolj ustrezala našemu življenjskemu stilu. Se pravi, ste posegali potem tudi v tloris, glede na to, da ste želeli doseči neko zračnost? V bistvu smo podrli 3 stene, kuhinjsko steno, ki je ločevala hodnik in pa dnevno sobo, steno v dnevno sobo, pa steno v otroški sobi, ker smo iz podstreše naredili v bistvu še dodatni spalni kotiček. Glede na to, da ste se prenove lotili sami, ste na trenutke kdaj pogrešali, na primer, arhitekta? Zagotovo bi bilo dobro imeti arhitekta zaradi strokovnosti, znanja, ampak glede na to, da sem odraščala v tej hiši, sem nekako najbolj se zavedala pomanjkljivosti in tudi vedela, kaj si želimo, da nam bo ustrezalo v bistvu, da bo nam pisana na kožo. Želeli smo svetlejše prostore, želeli smo večjo odprtost, pretočnost in mislim, da smo uspeli. Absolutno. Mi pa pogled ves čas uhaja na vaš vrt, ki je zares velik vrt v takem romantičnem vzdušju. Je tudi to delo vaših rok? Ja, tudi tega smo se lotili sami. Vrt meri približno 2600 kvadratnih metrov. Nekako smo si zamislili, da je bil razdeljen na različne sprostitvene točke in pa neke zaključene cvetlične grede. Imamo rastlinjak, del za sprostitev, potem imamo jedilno mizo oziroma zunanjo jedilnico poleti, pa bazen. Na vrtu kraljuje velik steklen rastlinjak, ki si ga je Tina dolgo želela. Željo sta ji uslišali mama in teta, ki sta ji ga kupili za rojstni dan. Sprva je bil namenjen za prezimovanje rastlin, potem ko ga je Tina opremila in ko so pred njim naredili manjšo teraso, je postal točka druženja, popolno mesto za kofetkanje, druženje in zabavo. Na prostranem vrtu, ki si ga delijo s teto, je zares veliko prostora, tako za uživanje, kakor tudi za gojenje zelenjave in cvetja. Tina, ki je velika ljubiteljica rezanega cvetja in z njim okrešuje tako svoj dom, kakor tudi družabne dogodke na vrtu, ima tako skorajda v vsakem letnem času na voljo bogato založeno cvetličarno. Če se ozremo po vašem domu, lahko opazimo marsikatero sliko, tudi vrhunske dizajnerske kose, dekorativne predmete. Se motim, če rečem, da ste ljubiteljica in tudi poznavalka dobrega dizajna? Ne, res mi je všeč, mi je dober dizajn, kakovostni kosi, še posebej ljubi so mi slovenski oblikovalci. To so tisti kosi, ko te res nagovorijo in veš, da ti bo pasal nekako celotni interjer. Poleg tega, da se lahko iz rodu v rodu prenašajo. Tudi sama imate kreativno žilico, je res? Oblikujete nakit in modne dodatke. Res je, že leta imam svojo blagovno znamko z nakitom, ročno izdelanim. To mi je resnično sprostitev, uživam v tem, pa lepo je videti, kaj naredi sam in kako ljudje s to z veseljem nosijo. In nosite ga tudi danes? Vedno. Odlično. Tina je velika ljubiteljica lepega in kvalitetnega dizajna. Posebno mesto v njenem domu imajo domači oblikovalci. Med njimi je izpostavila Niko Zupanc, od katere ima v svoji zbirki nekaj kosov.
Potem so tukaj še ikonski kosi Nika Kralja, od katerih imajo doma nekaj starih obnovljenih kosov, ki jih odlično kombinirajo z novimi. Glede na to, da se tudi sama ukvarja z oblikovanjem nakita, je nekako samoumevno, da občuduje delo Lare Bohinc. Med drugimi so tudi svečnik, za katerega se je bilo potrebno še posebno potruditi, saj ga prodajajo le na Japonskem. Blizu je tudi minimalističen slog oblikovanja Oskarja Kogoja in pa sproščen naraven slog tekstilnega oblikovanja Saše Drobnič-Škrjanec. Glede na to, da ste dom opremili sami, kako poteka vaš proces izbire? Gre bolj za občutek ali že naprej neka ideja, nek koncept, barve mogoče? Barve so nekako osnove, mi črno-bele vedno najljubše, sicer se potem z barvami še razbija malo ta monotonost, ampak všeč so mi kosi, ko so malo posebni, ko so res tisto, ko začutiš, da ga moraš imeti in veš, da bi ti tudi interjer nekako pasal. Po kakšnem ključu pa zbirate vse te predmete, dekor in tako naprej? Kje jih poiščete v bistvu? Po večini jih najdem na internetu, pri nas vse ni takšne ponudbe, niso tisti kosi, ki bi si jih jaz želela. Včasih pa tudi čisto po naključju najdemo kak kos, recimo, ko si ga zaželimo. Sva bila pred časom s partnerjem na kavici v Ljubljani, sva videla čudovite pavje stole in smo ugotovila, da jih prodaja lastnica in smo jih kar na licu mesta vzela. Potem bila pa težava, ker smo jih mogla iz centra Ljubljane ogromne stole prenesti do avtomobila in še noter spraviti, potem pa se še z njimi domov pripeljati. Tako da je bilo kar akrobatsko. Avto pa po vsej verjetnosti ne največji. Ja. Ampak je uspelo in so sedaj varno na vrtu.